Mislim, da glede na resor, ki ga vodite, zelo dober uvod v to, kar sledi. Kako sami vidite modern svet, pa neko tehnologijo, ki z nekimi pastmi prežina nas na otroke, na starše seveda tudi? Najprej najlepša hvala, da sem lahko danes skupaj z vami. Čeprav sem ministrica za digitalno preobrazbo, sem se od nekdaj tudi sama ukvarjala s športom, tako da to sta moji dve najljubši področji. Zdaj, digitalne tehnologije v filmčku, ki ga je Nogometna zveza Slovenije pripravila in se vam iskreno zahvaljujem za to, pokažete, da to, kar se zgodi na igrišču, ne ostane samo na igrišču. In če prej so vedeli samo soigralci ali samo vaši prijatelji, zdaj s tem, ko se deli, kar naenkrat postane viralno in ga vidijo vsi. In zaradi tega tudi ta bolečina, ki smo jo tukaj v filmčku videli, postane še toliko hujša. Zaradi teh digitalnih tehnologij, torej čeprav nam ogromno priložnosti prinašajo, vidimo, da tudi vse te slabe stvari se razširijo precej hitreje in so na voljo čim širši skupnosti. Sovražni govor, sovražno obnašanje, to je nekaj, kar je že ves čas z nami. Zdaj, če se morda vrneva v vaše otroštvo, kako ste vi doživljali vse skupaj, na kak način se je to takrat širilo? Ja, tako kot sem prej omenila, recimo, če se je zgodilo v šoli, so vedeli znotraj tvojega razreda, ne, maksimalno znotraj šole. Danes pa, če objavimo kako objavo na Twitterju, na Facebooku, potem to se širi ne samo na šoli, v mestu, v državi, ampak kar gre v svetovne razmere. V mojem otroštvu mogoče podobno kot verjetno imamo približno enaka leta, ne, vse veste, če se je kaj zgodilo, se je hitro rešilo, ne, se opravičimo in potem tudi pozabimo na takšno stvar. Odtis, ki ga pustimo na spletu, pa se ne da tako hitro zbrisati, ne, to ostane na spletu še nekaj let, tudi platforme ne brišejo te vsebine tako hitro. Ja, to je predvsem tista past, ki jo moramo nekako deliti otrokom, ampak najverjetneje pa se strinjate, da se pa vse začne tudi pri starših, ne, ki dajo nek vzor svojim najmlajšim. Absolutno, pri starših, pri učiteljih, jaz imam sezonsko vstopnico tukaj in sem na vsaki tekmi in recimo starši, ko navijamo, damo dober zgled ali slab zgled tudi svojim otrokom in enako je tudi pri družbenih omrežjih. Če bodo otroci videli, da slabo komentiramo, da uporabljamo žaljivke, zmerljivke, potem otroci mislijo, da je to nekaj povsem normalnega in začnejo tudi sami to uporabljati. In tukaj starši moramo biti tisti prvi, ki preštejemo do 11, oziroma mi smo imeli podobno kampanjo Ugrizni se v sovražni jezik, najprej pomisliti, kaj to sploh pomeni. In čeprav se mogoče nekomu zdi, da je to nedolžna, ne vem, opazka ali se nam zdi fajn, da napišemo neko tako opazko, za nekoga je to lahko neizmerna bolečina. In tu vsi odrasli, predvsem pa starši in učitelji in v športnem svetu trenerji, morajo biti zelo pazljivi pri tem. Kako vi v vašem življenju to implementirate, dejali ste, hodite na tekme, imate sina, ki je danes tudi tukaj z vami, s kakšnim posebnim namenom tudi zraven na delavnici širi svoja obzorja? Prvo zato, ker ta teden se skoraj nič nisva videla in sem izkoristila to priložnost, da smo malo skupaj. Poleg tega v Ljudskem vrtu oba rada prihajava. Vsekakor ta teden so imeli na šoli računalniški teden in so spoznavali nove tehnologije, so jih uvedli v ta svet in želim, da sliši tudi, kakšne so pasti v tem digitalnem svetu. Torej v digitalnem svetu, zdaj morda, če se še vrneva v preteklost, forumi, ne? Zdaj ste že omenili socialna omrežja. Kakšna je dejansko potem razlika razsežnosti, ne, kar se je prej dogajalo na forumih, zdaj na socialnih omrežjih, kako morda tudi preprečiti sovražni govor na socialnih omrežjih, kako se to razvija? Preprečiti. Zdaj, forum je seveda neka omejena skupnost, ker lahko ima dostop omejeno število ljudi. Pri socialnih omrežjih pa tukaj govorimo o velike svetovne razsežnosti. In tudi res hitrost, katero se širi, je neverjetna.
Kako lahko omejimo? Obstajajo seveda zakoni, mi imamo v Sloveniji tudi v kazenskem zakoniku določeno, kako se da to omejevati. Zdaj tudi naše ministrstvo je pristojno za novi akt o digitalnih storitvah, kjer platforme bodo morale umikati sovražni govor, ampak mi si želimo narediti še en korak naprej, da ne pride tudi do žaljivega govora, ki velikokrat bolj boli mogoče kot nezakonit govor. Največ, kar lahko naredimo, je pa s takšnimi kampanjami, kot je ta Štej do 11, s tem, da opozarjamo, da ozaveščamo, da pokažemo, kaj to pomeni. Tudi zato smo mi imeli našo kampanjo Ugrizni se v sovražni jezik, in če so na Nogometni zvezi Slovenije pripravljeni, si želijo, mi bomo z veseljem sodelovali tudi z njimi, da združimo moči, kjer smo želeli pokazati, kako je, ko si sam tarča sovražnega govora. Jaz sem verjetno, zdaj ste že slišali, nisem se rodila v Sloveniji, prihajam iz druge države in sem pogosto tudi na ta račun, recimo, tarča sovražnega govora. Seveda pa imamo veliko takih igralcev, ki jih imamo radi v Sloveniji, ne? In potem ne želimo, da nekdo v naših idolih se obnaša grdo do njih. In zato smo tudi pri nas prosili za sodelovanje Markosa Tavareša, ki se je takoj odzval in je bil pripravljen sodelovati, da vidimo, kako hudo je, če nekdo, ki prihaja iz drugega okolja, je napaden samo zato, ker pač je mogoče iz druge države ali govori drugi jezik. Je morda predvsem v športu potem tudi lažje naučiti otroke tega pravilnega obnašanja, pravilnih vzorcev? Zakaj je zdaj šport idealno področje v boju proti sovražnemu govoru? Ker sovražni govor je vse to, kar šport ni. Šport je zdrav, sovražni govor ni zdrav. Šport nam pomaga, sovražni govor uničuje. V športu naj bi bili, pa mislim, da večinoma smo pošteni, sovražni govor ni pošten. Tako da tukaj s temi vzorci, ki jih imamo v športu, lahko pokažemo, kako se da tudi ta komunikacija na spletu. Super, najlepša hvala za tale govor. Hvala vam. In res veliko uspeha za to kampanjo, predvsem pa vsem otrokom upam, da boste uživali v to delavnico in da preden boste komentirali na družbenih omrežjih, se boste spomnili tega videa, pa kako to, kar boste danes odnesli iz delavnice.